V Ljubljani je kar nekaj razburjenja povzročil dvig cen enkratnih vozovnic javnega potniškega prometa, za katero je treba zdaj odšteti 1,5 evra. Na ljubljanskem potniškem prometu, kjer dnevno prepeljejo okrog 200 tisoč potnikov, dvig utemeljujejo z rastjo stroškov vzdrževanja in posodobitvijo voznega parka. Zaenkrat se sicer dvigujejo zgolj cene enkratnih vozovnic. Vse večji poudarek dajejo tudi dostopnosti ljudi z različnimi oviranostmi. Mi smo recimo z nabavami novih avtobusov uskladili barvno lestvico v notranjosti avtobusa, se pravi vsi avtobusi imajo sedaj te oprijemne drogove v kontrastni rumeni barvi, imajo vse tipke v kontrastni barvi, ki je bila posebej določena, tudi usklajena, predvsem za slepe in slabovidne. So opremljeni tudi z dodatnimi simboli v brajici oziroma s temi znaki. Potem smo recimo pri vseh novih avtobusih v prvem delu vozila, se pravi pri drugih vstopnih vratih oziroma pri teh prvih izstopnih vratih, zagotovili oziroma vzpostavili 2 mesti za invalidski voziček. V preteklosti je bilo samo 1 mesto za invalidski voziček, tako da zdaj lahko se hkrati potujeta 2 osebi, gibalno ovirani osebi na invalidskem vozičku. Ker se veliko dela in vlaga v infrastrukturo, bo čez kakšno leto javni prevoz še boljši, zagotavljajo. Širitev linij se bo počasi ustavila, vse večji poudarek pa je na trajnosti in ekologiji, saj pričakujejo nova ekološka vozila. Do leta 2030 imajo poseben cilj, ki bo še izboljšal izkušnjo potnikov in tudi prebivalcev. To pomeni, da moramo do tega leta vse dizelske avtobuse v mestnem potniškem prometu nadomestiti z brezemisijskimi, to pomeni z avtobusi s pogonom na vodik ali električno energijo. Letos se bo 8 avtobusom pridružilo 30 novih brezmisijskih avtobusov. Ti avtobusi bodo tišji in v ozračje ne bodo spuščali nobenih onesnažil. Primanjkuje število voznikov, ki se po novem veščin lahko učijo tudi na simulatorju. Gre za to, da smo skupaj z zasebnim partnerjem vzpostavili simulator, kjer lahko mi v virtualnem okolju z novimi vozniki, kot tudi izkušenimi vozniki, testiramo nevarne situacije in treniramo, podobno kot piloti, kot vozniki Formule 1, v varnem okolju, treniramo nevarne situacije. S pomočjo simulatorja želijo nevarne situacije digitalizirati in morda nekoliko zmanjšati stres pri voznikih začetnikih. Simulator sicer ne uči veščin vožnje avtobusa, s pomočjo tehnologije pa lahko sledijo več parametrom, ki jim v realnem okolju ne bi mogli. To je vedenjski simulator, kjer mi opazujemo več kot 20 parametrov, torej preko spremljanja pogleda voznika, preko biometrične ure, preko telemetrije na volanu spremljamo vse odzive voznika v nevarnih situacijah. In potem, kar je ta umetna inteligenca, potem analizira, ali je voznik dosegel zaželeno vedenje ali ne in kje so tiste pomanjkljivosti ali pa kje so možne izboljšave tega voznika. Nove tehnologije marsikaj omogočajo, na potnikih pa je odločitev, koliko smo za javni promet pripravljeni plačati. Pot mora biti varna, izkušnja prijetna, cena pa utemeljena.